Pozdravljeni vsi skupaj. Veseli nas, da ste se odzvali našemu povabilu na novinarsko konferenco. Danes vam bomo predstavili našo neodvisno listo Konjice moraš imeti rad. Na začetku bova z Jernejem tukaj povedala nekaj o nas, kasneje pa bosta Klemen in Nina predstavila nekaj osnovnih točk programa. Torej, na začetku, kdo smo in zakaj smo se odločili za nastop na letošnjih lokalnih volitvah. Našo listo sestavljamo politično in strankarsko neodvisni posamezniki in posameznice, ki nam ni vseeno za dobrobit naše občine in življenja naših sokrajanov in sokrajank. Ker smo mladi in izobraženi, verjamemo, da lahko s svojimi idejami in znanjem prinesemo nek svež veter v delovanje naše občine. S tem želimo Konjicam zagotoviti njihov razvoj in vrniti perspektivo in izboljšati življenjske pogoje vseh sokrajanov in sokrajank. Prepričani smo, da se lahko zadeve v naši občini rešujejo pametneje in bolje. Zato smo se odločili, da sestavimo nek kvaliteten program, ki bo upošteval potrebe in želje tukajšnjih ljudi in z njim kandidiramo na volitvah v občinski svet občine Slovenske Konjice. Zdaj pa jaz kar besedo predala Jerneju, ki bo povedal nekaj o poslanstvu, viziji in ciljih. Maja, hvala, lep pozdrav še v mojem imenu. Kot je Maja povedala, v bistvu je en glavnih namenov naše neodvisne liste, ki jo sestavljamo in pripravljamo, to, da postavimo vsebino pred formo. Se pravi, želimo najti konkretne odgovore na konkretne vprašanja, na konkretne izzive, ki se sestavljajo naša lokalna skupnost in želimo svojim znanjem, izkušnjami in pa tudi drugačnim načinom dela, če želite drugačnim miselnim tokom spremeniti ustaljen ritem v naši občini, za katerega smo prepričani, da rabi spremembo, da rabi drugačen način dela. Naša vizija je, da z neodvisno listo predanih, sposobnih, inteligentnih, če želite, posameznic in posameznikov oblikujemo nek kakovosten in strokoven program, se pravi, tako kot sem rekel, vsebina pred formo za nastop na lokalnih volitvah za občinski svet občine Slovenske Konjice in želimo s tem tudi dvigniti nivo aktivnega državljanstva. Se pravi, želimo ta duh časa, zeitgeist, če želite, kjer je v bistvu apatija na prvem mestu, saj se nič ne more narediti, spremeniti v tej smeri, da izboljšamo ne samo stanje duha, kot sem rekel, ampak tudi raven življenja oziroma kakovosti bivanja. Naše poslanstvo je ponuditi možnost, ponuditi alternativo, ponuditi vsebinsko spremembo in pa stvari premakniti v stvar pogovora, razgovora, dialoga in pa skupnega grajenja nekih boljših rešitev. Vrednote, na katerih temeljimo, so znanje in modrost, saj menimo, da je potrebno lotiti izboljšanja stanja v naši občini z razumom in preudarno. Inovativnost, saj verjamemo, da je v moč svežih idej. Se pravi, želimo nove ideje, ki bodo drugačne od starih, zaplankanih miselnih tokov, ki so pač spremenili, ki se nikakor ne spreminjajo. Hkrati so pa naše glavne vrednote, če želite, delo, solidarnost in socialna pravičnost, saj smo prepričani, da je to edina pot do boljše kakovosti, kvalitete življenja, kakršni naši sokrajani zagotovo želijo. Kot sem rekel, naši cilji so, da z nastopom neodvisne liste na lokalnih volitvah ponudimo nestrankarsko alternativo ljudem, ki želijo postaviti, ki želijo kakovosten program, ki želijo vsebino, ki želijo izboljšati stanje duha in pa način dela v naši občini. Če lahko na kratko poudarim samo ključne, kolega Klemen bo s tem šel tudi na konkretne točke našega programa, to so socialna povezanost, pametna javna infrastruktura, trajnostni razvoj, medgeneracijska solidarnost, gospodarski razvoj in delovna mesta, podpora mladim in pa vključevalna demokracija. Kot je že povedal Jernej, smo pri pripravi programa sledili trem vrednotam. To so inovativnost, znanje in pa socialna pravičnost. Naj na začetku poudarim, da program, ki smo ga pobudniki neodvisne liste Konjice moraš imeti rad predstavili zgolj osnutek, ki služi kot skelet, na katerega bomo pol dodajali ideje občank in občanov, na kak način pa bo povedala potem kolegica Nina. Se pravi, prva točka programa, socialna povezanost. Zavzemali se bomo za vzpostavitev javne blagajne in pa ljudske kuhinje. Javne blagajne zakaj? Zato, ker plačujemo vse občanke in občani položnice pri bankah, katerim plačujemo tudi provizijo in na koncu leta dokapitaliziramo z našim denarjem. Pri vzpostavitvi javne blagajne bi šlo za to, da bi lahko občanke in občani plačevali položnice brez provizije direktno na občini. Namen ljudske kuhinje je socialno šibkim omogočiti dostop do kakovostne in pa cenovno ugodne hrane. Druga točka
ena izmed pomembnejših točk je pametna infrastruktura. Menimo, da bi se lahko denar, ki ga naša občina počrpa iz evropskih sredstev za infrastrukturne projekte, dosti bolj pametno porabljal. Moramo se odločiti, ali si želimo pregrešno dragih krožišč v naši občini, ali si želimo pregrešno dragih klopc. Ena izmed teh je tudi za nami, stale so nekaj manj kot 1000 evrov na kos. Ponujamo pa predvsem alternativo in pa druge rešitve. Prva rešitev je prenova športnih igrišč. Vsaka krajevna skupnost ima že skoraj svojo košarkarsko, svojo nogometno igrišče, ki pa po večini samevajo. Zavzemali se bomo za ureditev oziroma prenovo športnih površin v Slovenskih Konjicah, predvsem v športnem parku, ki je že desetletja eno glavno športnih zbirališč mladih v naši občini. Brezplačna javna parkirišča so naslednja ideja, katero želimo uresničiti pri tržnici in s tem omogočiti občanom in občankam lažji dostop do mestnega jedra. Naslednja točka, ki bi spodbudila mladinski turizem v Slovenskih Konjicah, je odprtje mladinskega hostla v starem mestnem jedru. To je ena izmed programskih točk, za katero imamo projektni načrt, arhitekturne in pa gradbene načrte že skoraj dokončane in bo v primeru izvelitve tudi ena izmed prvih konkretnih rešitev, ki jih bomo predlagali v občinskem svetu. Prav se nam tudi zdi, da Konjice sledijo toku časa in da opremimo oziroma omrežimo celotno mesto z brezplačnim brezžičnim internetom. Hkrati pa menimo, da bi se lahko denar porabil tudi za obnovo naše avtobusne postaje. Zdaj pred kratkim smo obnovili železniško postajo pri spodnji šoli, ampak nažalost ta vlak ne pelje nikamor. Imamo pa drugo veliko postajališče, ki pa se že več let ni primerno obnovilo. Tretja točka našega programa je trajnostni razvoj. Trajnostni razvoj želimo doseči predvsem z energetsko sanacijo stavb, z spodbujanjem lokalne prehranske samooskrbe in pa z zagotovitvijo stanovanja za mlade in pa za socialno šibkejše. Velik poudarek dajemo tudi na medgeneracijskem sodelovanju, zato bomo predlagali odprtje medgeneracijskega centra, kjer bodo lahko mladi in pa vsi ostali zainteresirani pomagali starejšim občanom pri aktivnem preživljanju življenjske jeseni. Pomemben del našega programa je tudi gospodarski razvoj in delovna mesta. Predvsem vidimo v starem mestnem jedru dosti praznih poslovnih stavb, za katere menimo, da bi se lahko namenila mladim podjetnikom in nasploh podjetnikom, ki iščejo poslovne prostore in si jih ne morejo privoščiti po tržnih cenah. S tem bi spodbudili gospodarski razvoj v občini, hkrati pa bi omogočili mladim, da ostanejo v Konjicah, da se ne izseljujejo v večja mesta in s tem ohranjajo nek duh in pa neko življenje v našem mestu. Preko programov javnih del bi pomagali vsem organizacijam in institucijam, ki imajo potrebe po dodatnem delu in si je ne morejo privoščiti, hkrati pa bi ponudili možnost vsem iskalcem zaposlitve, ki rednih zaposlitev ne najdejo, da bi lahko skupaj pomagali ustvarjati boljše Konjice. Seveda pod gospodarski razvoj in delovna mesta sodijo tudi kadrovske štipendije oziroma kombinirane štipendije za mlade in pa razvoj vikend turizma, za namene katerega bi se povezali z ostalimi občinami v Dravinjski dolini in v bistvu pomagali narediti Dravinjsko dolino privlačno vikend destinacijo tako za mlajše kot za starejše generacije. Naslednja točka je podpora mladim. Podporo mladim bi zagotavljali predvsem preko stanovanjskega sklada z večjim vključevanjem mladinskih organizacij v odločanje na občinske ravni, kot to veleva Zakon o mladinskih svetih. Mladinski turizem sem že omenil, hkrati pa menimo, da imamo zelo podhranjen mladinski center, ki je po kriterijih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in pa Urada za mladino drugi najboljši mladinski center v Sloveniji, ki pa zadnja leta trpi zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. In še zadnja točka je vključevalna demokracija, kot sem že omenil. Zagovarjamo večje vključevanje tako mladih na eni strani kot vseh ostalih generacij.
In v duhu vključevalne demokracije smo se tudi odločili, da bomo odprli nek forum, neko javno razpravo, kjer bodo vse občanke in občani lahko prispevali svoje ideje k zaključeni verziji tega našega programa. Več o tem pa kolegica Nina. Pri vsem povedanem bi radi poudarili, da je predstavljen program le osnutek, ki bi ga radi dopolnili in razširili z vašimi predlogi. Zato bomo izvedli akcijo Kje pa tebe, če v žuli, s katero bomo zbirali vaša mnenja in želje, in sicer na stojnici pred občino ter preko spleta. Istočasno bomo na spletni strani zakonice.si objavili obrazec, preko katerega se bodo prijavili vsi zainteresirani, ki bi se želeli pridružiti aktivnosti naše liste ter s tem pripomogli k razvoju naše občine. Na tak način bi radi spodbudili dvosmerno komunikacijo med občani ter njihovimi predstavniki v občinskem svetu. Vem, da bi vsi 4 ste na tej listi. Koliko vas je vsega skupaj, veste? Ja, kot rečeno, mi pač namen je seveda napolniti listo vsemi 23 kandidati, na tem tudi intenzivno delamo, ampak kot smo rekli, mi nismo prišli zdaj ponujati odgovore kot odrešeniki, ampak smo prišli odpirati forum s tem, da želimo tudi ljudi privabiti, da se aktivno priključijo k naši pobudi. To je drugačen način dela, kot smo prej govorili, ko pridejo 23 modrecev in povejo, tako bo, ker imamo mi vse prav, ampak ne, mi hočemo ljudi spodbuditi, da nam sodelujejo z nami, hkrati pa tudi ne poskušamo reči, da pa ne vemo, kaj bi in tudi s tem predstavili osnutek našega programa, ki ga bomo pa nadgradili, kakor tudi kadrovsko dopolnjevali z vsemi, ki želijo dobrobit in razvoj naše občine. Se vsem najlepše zahvaljujem za udeležbo. Naslednji teden, kot je že kolegica Nina povedala, bomo začeli z zbiranjem podpisov, bomo verjetno proti koncu tedna tudi naredili eno izjavo za javnost, kako to poteka, kako nadaljujemo z kampanjo, kakšni so vsebinski nadgradnje, kadrovske spremembe, kadrovske dopolnitve, katere verjamem, da vas vse zelo zanima. Predvsem pa spremljate nas na spletu www.zakonice.si, Facebook in ostale interaktivni spletni portali. Hvala za udeležbo in se slišimo. Skratka, dajte, malo tule nadgreva, skratka vsebina je tista, ki bo prišla. Ja, mi želimo dati vsebino pred formo, se pravi, želimo ponuditi vsebinsko alternativo, vsebinsko nadgradnjo, nove, sveže, izboljšane, inovativne ideje, s katerimi želimo doprinesti k razvoju naše občine in to želimo narediti na dvosmeren način, se pravi s komunikacijo z občani, z tem, da ugotovimo, kje nihče v ležuli, da ugotovimo njihove predloge po starem slovenskem pregovoru, več glav, več ve, predvsem pa želimo z nekim vključevalnim dialogom spremeniti modus operandi, način dela današnje politike, kjer se pojavljajo odrešeniki, ki vse sami vedo. Mi tega ne trdimo. Mi samo trdimo, da vemo način, kako lahko pridemo do boljših rešitev in hkrati tudi ponujemo neke naše osnovne ideje, ki smo jih pa seveda pripravljeni dopolnjevati, spreminjati, nadgrajevati. To še mogoče listo boste dopolnjevali, ne? Mislim, listo seveda se, moramo iskreni, mi smo prvi, ki danes sploh govorimo pri teh lokalnih volitvah Konicah o tem, da bomo imeli listo, da imamo neko vsebino, da imamo nek program. Ostali še niti nimajo odborov sestavljenih, daleč od tega, da bi imeli neke nosilce zgodbe, ali želeli imeti neko zgodbo, ki bi jo želeli povedati. Tako da smo v bistvu korak pred časom oziroma korak pred vsemi in bomo zadevo še dopolnjevali. Časa je še dovolj, upamo na pozitiven odziv občank in občanov. Postavili smo že spletno stran, Facebook skupino, ki že aktivna nekaj časa in želimo v bistvu nadgraditi v nek community, se pravi neko resno skupnostno idejo, kako nadgraditi to občino preko nekih strankarskih delitev ali pa strankarskih kanalov, ki so namenjeni kreganju ljudi v Ljubljani. Kandidate za župana niste iskali, to vam zdaj ne zdi. Trenutno mi smo poudarjali, da iskali kandidata za župana, verjamemo, da pač županski kandidati se bodo najverjetneje pojavili. Sami nismo toliko prepotentni, da bi se kdo od nas pri mladih letih, manj kot 30, odločil za kakšno tako kandidaturo. Kar se podpore tiče, bomo še videli. Želimo videti program, želimo videti vsebino, želimo videti, kaj bodo ti ljudje delali. Nam sam ime in priimek ne pove dovolj. Mi želimo vsebino, mi želimo vedeti, kaj bodo ti ljudje počeli. Sama fasada ni dovolj. Načeloma nismo lista mladih, vključujemo na listi vse starostne skupine, ker se zavedamo, da so Konjice mesto vse generacije, ne samo mladih. In tudi nočemo kot mladi nekih naprednih idej vsiljevati občanom, zato ker se mogoče upokojenci želijo drugačnega življenja. Predvsem pa naš program temelji
tako kot smo rekli, na inovativnosti, na socialni pravičnosti in pa na delu in znanju. Zavzemali se bomo predvsem za pametno infrastrukturo in pa za gospodarski razvoj Konjic. Čutiti je to socialno solidarnost iz vaših prizadevanj, socialne vključenja, poravnavanja določbe z provizije. Kaj se vam zdi to relativno hitro lahko uresničljivo? Kaj skratka? Se vam zdi, da zdaj ni sploh interesa, tega ne prepoznavajo ali je to težko uresničiti? Zdaj, če obstaja interes ali interes ne obstaja, težko rečem, zagotovo pa to ni noben težek projekt. Poznamo ga v drugih slovenskih mestih, kjer imajo podobne zadeve že vzpostavljene in se da to dokaj hitro urediti, zagotovo že v naslednjem letu. Je pa konec konca tudi odvisno od tega, kako bo sestavljena koalicija v občinskem svetu. Zdaj ne delamo si utvar, da bomo lahko dobili sami večino. V vsakem primeru si želimo sodelovanja, se bomo potrudili, da bodo naše ideje slišane, potem pa seveda tudi odvisno od pripravljenosti ostalih svetniških skupin, do realizacije katerih idej bo na koncu prišlo. Na spletni strani smo že odprli forum, kjer lahko vsak občan ali občanka predlaga svoje ideje. Nameravamo se tudi v realnosti sestati, sklicati vse zainteresirane, odpreti neko javno razpravo o programu, o problematiki v občini in na podlagi vsega slišanega potem prilagoditi program, da bo služil čim večjim interesom in pa čim večjim željam. Ja, v ponedeljek pa začnemo z zbiranjem podpisov za vložitev liste, ker kandidiramo kot neodvisna lista, s podporo volivcev potrebujemo podpise. Stojnica bo stala vsaj 2 do 3 tedne, saj želimo zbrati čim več podpisov, ne samo 36, koliko jih je potrebnih za vložitev liste, in na stojnicah bomo kandidati ves čas prisotni in se bomo tudi tam pogovarjali z občani in občankami.